Jaz nisem pristaš tega, da tehnologija iz šole izgine. Ravno obratno. Torej, vsa ta tehnologija dejansko je večinoma namenjena temu, da izboljša kakovost naših življenj. Pika. Boriti se proti tehnologiji je neumno, je nesmiselno. Napaka v razmišljanju, ko mi mislimo, da nas pisarna preganja. A ste že daj videli kakšno pisarno, ki bi koga preganjala? Ne? Ja, mogoče v kakšni mori. Recimo, ne? V bistvu gre za to, da nam je to neke vrste opravičilo ali pa alibi za naše, ne mi zamiriti, neumno ali pa neodgovorno vedenje. Kaj pa je v resnici moč dolgčasa? Regeneracija. Dobrodošli spet v podcastu Uživajmo pametno, kjer se pogovarjamo o pametni rabi sodobnih tehnologij in temah, ki so s tem povezane. Danes je z mano in z nami dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog, ugleden predavatelj in oče 4 otrok, s katerim bova govorila o tem, kako vse sodobne tehnologije vplivajo na nas, na naše medsebojne odnose in na osebno zadovoljstvo. To so široke teme in zanimive, zato sem prepričan, da boste tu slišali kaj zanimivega vsi, starši in tisti, ki nimate otrok, in vas lepo vabim, da se nama pridružite. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Hvala za vaš čas, hvala za obisk. Dajva začeti kar na začetku, z najtršim orehom. Kako vi, kot psiholog, razumete sodobne tehnologije, morda mislim najbolj pametni telefon, a vplivajo na nas ali ne? Najprej ga razumem kot orodje. Torej, telefon je orodje, sprva je bil za pogovor, ko človeka ni blizu, ne? Danes pa kot eno tako majhno priročno pisarno, ki mi omogoča, zdaj govorim o sebi, ne? Ki mi omogoča to, da sem na tekočem, da postorim stvari, zaradi katerih mi potem ni treba iti v resnično pisarno, torej da mi olajša življenje. Je pa seveda tako kot vsako orodje, kreativno orodje, ki je bilo narejeno z obilo kreativnosti, seveda omogoča tudi kreativne uporabe in pa kreativne zlorabe. Dva zelo zanimiva primera ste podali. Prvi je kladivo, se pravi orodje. Jaz sem si predstavljal, naprimer, da hodim po svetu s kladivom. Drugi je pa pisarna. Morda se bolj poistovetim s to pisarno, ker se mi zdi, da me potem kdaj ta pisarna preganja, kot da je ta pisarna z mano ves čas, ali pa da sem jaz ves čas v pisarni. So to te potencialne zlorabe tehnologije? Tam se začne, ampak v bistvu najprej je ta napaka v razmišljanju, ko mi mislimo, da nas pisarna preganja. A ste že daj videli kakšno pisarno, ki bi koga preganjala? Ne? Ja, mogoče v kakšni mori. Recimo, ne? V bistvu gre za to, da nam je to neke vrste opravičilo ali pa alibi za naše, ne mi zamiriti, neumno ali pa neodgovorno vedenje. Ne? Človek zelo rad reče, da je nekaj drugega krivo ali pa odgovorno za to, da on počne bedarije. Ne? Ker imam to v žepu, moram to vzeti. Pa če je v žepu in pusti v žepu. Ne vem. Ja, tukaj bi se jaz potem, bi moj pomislek bil recimo moč moje volje, v katero pa nisem tako zelo prepričan. Kaj nas pravzaprav odpelje na pot morda neumne uporabe lahko tehnologije ali pa česarkoli? Še en tak mit, ne? Ljudje mislijo, da je njihovo, vedenje v življenju odvisno od njihove volje, v resnici od njihove odgovornosti. Ne? In spet se sklicujemo na voljo, ne, nimam volje tega narediti, otroci pospraviti sobe, študentje se učiti in tako naprej. Ne? Če bi mi čakali voljo, da bi kaj resnega v življenju naredili, pol na kakšnih hudih ciljih tudi ne bi bili. Ne? V bistvu gre za to, da si postaviš cilj, načrtuješ neko vedenje na poti do cilja in potem se tega odgovorno lotiš. Ne? In volja je v bistvu, ko jo imaš, samo olajševalna okoliščina. Ne? Mi ne počnemo stvari zaradi volje. Ne? Gasilci ne grejo, ker imajo voljo. Pač zvoni, steče v avto, grejo, odprejo vodo in gasijo, ker so odgovorni. In zato se mi zanesemo na njih. Ker so odgovorni, ne ker imajo voljo. Morda je potem težava že sam v odsotnosti razmisleka ali pa odločitve pri uporabi tehnologije. Naprimer, omenjali ste gašenje. Jaz sem pomislil, jaz se včasih podobno odzovem, ko mi telefon zapiska. Spravi, neko obvestilo se pojavi in jaz kot gasilec hitim tja, da pogledam, kaj se dogaja. Namesto tega, da bi si rekel, čakaj, a moram res zdaj se odzvati na to, ali pa kaj je sicer moja odločitev? A je pomembna ta odločitev ali govorimo še o čem drugem? Algoritmi, ki tečejo v ozadju vse vsebine, celo način, kako
pozvoni telefon ali pa kako se mi zvemo ali pa smo informirani, če tako nevtralno govorim, ne, o tem, da prihaja neka pomembna informacija ali pa nekaj, kar bi načeloma lahko bilo pomembno. Znaš, ta ping, ne, to je narejen z izjemnim premislekom, da seveda sproži človekov interes oziroma zanimanje za tisti dražljaj, ki je tukaj odzadaj. Rečem namenoma dražljaj, ker šele ko ga mi interpretiramo, to postane informacija. In seveda z našo idejo o naši pomembnosti, to si dovolim reči, ne, da smo pomembni, da bomo zdaj dobili nekaj pomembnega in da bomo mi zdaj potem, kot pravite, rešili nek svet in tako naprej, nas ne samo zmoti en tak ping, ne, ampak nas v trenutku naredi za nekega reševalca, gasilca, nekoga, ki ureja nekaj pomembnega. Ne. Kljub temu, da smo morda še pred pol minute trdili, da nam je ta oseba, s katero sedimo, se pogovarjamo, ali pa otroška igra, ki želimo prisostvovati, ne, ključna za to popoldne. Ne. Jaz grem s svojim sinom igrati fuzbal s hčiro, grem nekam pogledati eno stvar, ne, in potem pride ta ping, ne, in v tistem trenutku smo kot Pavlov pes, ne, poznamo pogojevanje ruskega fiziologa Pavlova in se na ta dražljaj, mi rečemo sicer odzovemo, ampak ga izberemo ljudje. Najprej mi to izberemo, to vedenje. In to je naša odgovornost. Seveda pa kasneje ta vedenja postanejo samoumevna, včasih bi lahko rekli nezavedna in se potem seveda počutimo ujetniki teh dražljajev. Kar pa seveda v resnici nismo. Zanimivo je, da ste rekli, da se odločim, naprimer, igra v tem trenutku z otrokom mi je pomembna, je moja prioriteta, ampak potem nas pa lahko, naprimer, obvestilo vrže iz tega ali pa nas preusmeri. Kako bi tukaj potem razmišljala o odločitvi? Sej sem se odločil, to je pomembno, sej želim nameniti čas temu, pa vendar me je potem odneslo. Kako si lahko tu pomagam? To je ta koncept odgovornosti. Ne? Ko se ljudje vozijo domov zvečer, ne, in načrtujejo oziroma si želijo ali pa se odločijo celo, ne, da se bojo imeli doma lepo. Si utrujen celega dneva in komaj čakaš, da je prišel domov in se je imel doma lepo. In potem priješ domov in tam so določeni dražljaji. Razmetana soba do otroka, enega ni doma, ker je rekel, da bo doma, pol drugi je rekel, da bo šel v neki trgovino iskat, pa ti vidiš, da ni, pa ni kuhinja pospravljena in tako naprej. In zdaj seveda, to je življenje. In od tu naprej seveda je odvisno, ali se mi usedemo na ta tobogan življenja in se spustimo in seveda ne kontroliraš več ne brzine, ne kje boš pristal, boš točno tam pristal, ali pa v bistvu ne gremo na ta tobogan te strasti, teh čustev, tega dopovedovanja, da jaz sem pričakoval to in ono in sem si želel, ampak se začneš v skladu s svojo strategijo resnici obnašati. Objameš ljudi, ki so doma, če te kaj moti, pospraviš, če te ne moti, ne pospraviš, se preoblečeš, se stuširaš, se pogovarjaš z drugimi ljudmi, se crkljaš in pač počneš tisto, kar naj bi povečalo verjetnost, da se imaš lepo. Gre za ozaveščanje. Potrošniška družba, v kateri živimo, je namenjena temu, da bi v bistvu mi šli na avtopilota, da ne bi nič kaj posebej hudo razmišljali, še manj se odločali. In zaradi tega živimo v tej mineštri občutkov, da seveda nas dražljaji vodijo. Dražljaji so tam, mi jih interpretiramo in se potem odločimo. Samo seveda, tako kot jaz zdaj, če vstanem in grem, ne bom razmišljal, kako prilagajati težišče, da ne bom padel, kako dati eno nogo naprej pred drugo, to počnem nezavedno. Zato je tudi uporaba tehnologije je večinoma nezavedno, ker jo imamo že dovolj časa v rokah, da seveda ta navada prevlada nad občutkom, da mi karkoli izbiramo. Ja, a je morda eden od smisel, kako vi komentirate, naprimer, pa bolj špartansko odločitev, da rečem, zvečer po 6 uri pri nas tehnologije ne bo, ker smo se odločili, da bomo posvečali čas drug drugemu. A je to smiselen pristop ali je samo upor na drugi strani s podobno enako silo, ki je zelo, zelo strog ali pa močan v odločitvi? Odvisno, ne? Tukaj ni enega ali pa enoznačnega odgovora. Bi bilo nesmiselno reči, jaz, ko hočem imeti mir, jaz ne odložim telefona, pa ga dam na letalski način, tako kot zdaj. Se mi zdi, da v bistvu, če ti res imaš namero, ne namen ali pa željo, kako bi bilo, ampak namero, ker namen pa namera se razlikujeta potem, da v nameri je jasno izraženo vedenje, kaj bom jaz počel, ne na kaj bom upal, imam namen iti ven in se imeti lepo.
Ne, če imam namero iti ven, kam bom šel, kdaj bom šel, kaj bom počel, koga bom poklical, s kom se bom družil in sestavim seveda en kup enih dejavnikov, ki bodo seveda povečali verjetnost, da se bom res tako imel, kot načrtujem. Ja. In isto velja za odložiti tehnologijo ali pa ko grem, ugasnem Wi-Fi, ne, če se pohecam, včasih rečem, varovalko ven vzamem, če je mularija doma, da pač pol ne užge vseh teh ostalih, bom rekel, pripomočkov, ko jaz že spim in tako naprej. Ja, gotovo pa lahko tudi tehnologijo uporabimo za smiselne namene, za dobre namene, se pravi za povečevanje kdaj tudi prijetnih občutkov ali pa poglobitev odnosov med nami. A bi lahko rekli, da nam tehnologija omogoča tudi to in kaj vse nam omogoča v tem smislu? Še prej smo začeli, da tehnologija je v bistvu kreativna iznajdba človeštva, če tako lahko rečem, ki pripomore k temu, da se v tem svetu počutimo bolj udobno, da smo bolj učinkoviti, da pridemo nekam prej, najdemo hitreje informacije in tako naprej. Torej, vsa ta tehnologija dejansko je večinoma namenjena temu, da izboljša kakovost naših življenj. Pika. Torej, boriti se proti tehnologiji je neumno, je nesmiselno. Razmišljati o tem, kako lahko to tehnologijo uporabljamo brez večje škode za nas ali za družbo, je ključno vprašanje. Veliko nesreče z avtomobilima, nihče ne razmišlja o tem, da bi pač ukinil avtomobile ali pa da bi se boril proti avtomobilom, proti neki tehnologiji. Ja, morda je pa vseeno pametni telefon tako nekaj v občutku bolj osebnega, ker je ves čas z mano, ker je en majhen del mene, ampak če se vrnemo na tisto kladivo... Vprašajte koga, ki ljubi avtomobile. Tudi če ni ves čas z njim, je pa v duši ves čas. Dober pomislek. Ja. Če se vrnemo na to kladivo od začetka, na to orodje, pa se mi vseeno zdi, podobno tudi sam zase lahko rečem, da jaz lahko telefon uporabljam za ogromno dobrih stvari, ampak vseeno pa ima nekaj pasti, med njimi so zame največja družabna omrežja, ki pa so še ena mogoče podkategorija celotne sodobne tehnologije. In so velik del mojega življenja, pa tudi vidim velik del življenja ostalih. Kako vse družabna omrežja lahko vplivajo na nas? Že ko ste postavljali to vprašanje, je meni brenčalo v glavi, ampak prva stvar, ki mi je hecna, torej nekdo je v bistvu ali imel srečo ali pa res dobro premislil najprej to, kako da tej tehnologiji ime. Socialna omrežja, to pomeni nekaj, kar me bo zbližalo z drugimi ljudmi. Ta famozni Facebook je kot češ bil izumljen na tem, da bi povezal sošolce iz srednje šole, da bi mi vedeli, kdo kam hodi v kakšen razred, kje zdaj kaj živi, da bi tam nekdo objavil, pa da bi imeli to mrežo skupaj. Seveda pretvoril se je vse kaj drugega kot v socialno omrežje, v omrežje nadzora, v omrežje manipulacij, Glede, tako kot nož. Nož je bil izumljen zato, da nekaj odreže, pa da si človek nekaj pomaga, pa da si danes pršut nareže, pa si maslo namaže na kruh. Pa ga lahko uporabljamo tudi za zabadanje od drugih ljudi. Ta tehnologija, ki je multiuporabna, je seveda tudi multinevarna. In zato je seveda tako kot je avto pri veliki hitrosti oziroma visoki hitrosti nevaren in se ga učimo uporabljati, upravljati in skozi eno celo serijo nalog pridemo in preizkusov do tega, da lahko samostojno vozimo ta avto, dobi seveda to posredno še bolj nevarno tehnologijo v roke otrok star nekaj let, ker seveda otrokova uporaba telefona v določenih trenutkih zmanjša frustracijo starša, ki je na kosilu, ki hoče imeti 2 minuti miru in tako naprej. Tu govorimo o nevarni uporabi. Ko gre mularija pogledati na neko to omrežje, koliko je nekdo star, kako rešiš nek problem, kako se staviš, popraviš motor, zdaj imamo mi enega doma, ki v bistvu vse z tem telefonom postori ogromno stvari in če se pohecam, prišpara ogromno denarja, da ni treba tega motorja voziti ves čas nekemu mehaniku, se mi zdi, da ta tehnologija je res nekaj neverjetnega. In zadnjič sem stal pred eno žago, ki sem jo kupil, ker se mi zdelo mega, da imam jaz eno žago doma, ker rad delam z lesom
In potem si rekel, kako nisem pomislil, da bi mi jo sestavljal v trgovini, pa se nekaj bi plačal, pa to, a jo odnesem nazaj. In potem stoji pač moja draga žena in reče, a ne bi ti to pogooglal. Ma se rekel, če to pogledal, kje je to. In potem napišem, pač dam ime te žage in če je kdo to sestavil na svetu. In ja, sta bila ena dva iz Litve, jaz nisem nič razumel, ma sem pa videl. In čez 1 uro sem se počutil tako prav cool, ker sem sestavil žago, zdaj tračno žago, ne kakršnekoli tračno žago, ki seveda danes fantastično deluje. Torej, razumete, zakaj bi se jaz boril proti kakšni tehnologiji? Ne? To pa, da bi jaz zdaj med tem, ko se mi da pogovarjala, še mal skeniral, kaj se dogaja, pa če se že kaj vidi, a pa se že kaj midva kaj opazna, to se mi zdi pa tako blizu ene patologije. Ja, ampak je vseeno kar pogosto vedenje v današnjem svetu, ne? Malo bi se še vrnil na avtomobile oziroma na zelo zanimivo primerjavo, ki ste jo dali z vozniškim izpitom ali pa usposobljenostjo za avtomobile. A mislite, da bi bilo smiselno razmišljati tudi o čist pravni ali pa državni evropski ureditvi, priporočilu za starost, ko lahko otroci začnejo uporabljati, naprimer, bodisi pametne tehnologije ali pa družabna omrežja? Je to sploh mogoče v tem svetu? A si je to nekaj, kar bi bilo smiselno ali ne? Zagotovo. Nimam ta zadnje rešitve, ampak če si jaz predstavljam, da avtomobili so bili pač nekoč proizvedeni, ljudje so se z njimi vozili. In kar naenkrat so postali prehitri za določena okolja. In seveda v teh okoljih imamo znake. 30, 40, območje omejenega prometa, kle sploh noter ne smeš, lahko parkiraš pa greš peš in tako naprej. Se mi zdi, da ni nič narobe, če bi začeli razmišljati o regulaciji sveta, teh načina uporabe telefonov, seveda s ciljem, da se seveda naučimo umne uporabe, manj ali pa neškodljive. Razumete, avtomobil lahko na škodljive načine uporabljaš ali pa na neškodljive načine. In torej gre za tehniko, gre za kompleksno vedenje, ki si ga ne moreš priučiti sam. Torej, če se bi en dan odločili za par takih stvari, kot je. Jaz nisem pristaš tega, da tehnologija iz šole izgine. Ravno obratno, šola je totalno zastarela, kar se tiče uporabe tehnologije. Samo ne za scrollati po TikToku. Ne? Ampak v bistvu imamo mi zdaj, izziv, da nam učiteljica pove, kako se razmnožujejo mahovi, ali pa da vi to ugotovite v naslednjih 5 minutah, naredite kratko predstavitev in vi razložite sošolcem, kako se razmnožujejo mahovi. To bi bil danes pristop vsaj malo bližji temu, kot razgleda svet zunaj. Torej, naša šola danes je ista kot na začetku industrijske revolucije. Nauči se, ponovi, naredi, in tako zmeram hitreje. Danes pa najdi informacijo, loči zrni od plev ali pa lažno odpravi informacije, sodeluj, pomagaj si, reši ti en del, drugi en del, dejte to skupaj pa vidite, kako dela. In pri tem bi bila po mojem mnenju tehnologija izjemno uporabna. Ja, pa tudi pri učenju razumevanja tehnologije nam v bistvu računalniško mišljenje lahko pomaga, nam čist drugačni vpogledi v programiranje ali pa delo z računalniki pomagajo razumeti tehnologijo, ker če jo mi razumemo tudi v osnovi, v gradnikih, veliko lažje razmišljamo o njej, kot pa če razumem samo, naprimer, jaz imam tukaj eno škatlico, ta škatlica mi prikazuje stvari, kako ti prikazuje, kako to deluje, ne? In to so teme, ki spodbujajo radovednost in sodelovanje v šolah povsod. Če mi dovolite, sam eno besedo sem tako malo skočil, ste rekli računalniško mišljenje, računalniški algoritmi. Računalnik ne misli. Pardon, jaz sem pa uporabil izraz računalniško mišljenje kot mene, kot osebe, se pravi, da znam jaz razmišljati, kako recimo sestaviti algoritem ali pa osnove programiranja. Ne pa mišljenje računalnika. Nismo še tam. Vrniva se za trenutek k vedenjem, ki ste jih omenili, s katerimi se gotovo lahko vsi poistovetimo in sva se jih dotikala tudi že na začetku. Naprimer, pogovarjava se, na kosilu sva, jaz imam telefon na mizi, nekaj preverjam. Sem na sprehodu z otrokom, v bistvu ves čas vmes gledam neke vsebine. Pa nešteto je teh primerov. Če to prepoznam pri sebi, a je to en tak mali alarm, ena mala rdeča zastavica, kaj mi sporoča? Seveda, mislim, vsako ozaveščanje
nesmiselnih, nepotrebnih, škodljivih, neprijetnih vedenj, je seveda prvi korak k temu, da začnemo spreminjati tiste stvari, ki nam pri nas niso všeč, oziroma jih zaznavamo, da niso jih najbolj v redu. In dejansko, pač jaz govorim z ljudmi, moj poklic pač mi to omogoča pogosto narediti. In ko se še ni zgodilo, da bi v tem primeru ena mama, ki bi jaz rekel, a se vam zdi, ko vi vozite voziček po cesti med ljudmi in tako naprej in da gledate na telefon, kar mi pravite, da je to v redu. Ja, ne, to ni v redu. Ljudje vejo, da ni v redu, ampak kot češ si ne morejo pomagati. Jaz se pol vedno pošalim, ena moja najbolj priljubljenih primerov je, kot tako je par nekoč sedel, ko sem delal še klinično psihološko prakso, sedel in pol je en gospod rekel, draga, saj veš, da te ljubim, ampak nekaj me vleče k njej. Mi mislimo, da v nas so neke sile, magnetne, demonske, ne vem kakšne parapsihološke sile, ki upravljajo prej ste upravili z mojo voljo, z mojim hotenjem, z mojo namero. V bistvu to smo samo mi. Ves čas smo mi, nemočni, eni taki, jaz to si, kad si reče, vse vemo, neki pajaci življenja, ki si predstavljamo, da smo, tako se vidimo moški kot vitezi na konju, z kopjem, pa meč, pa bomo mi to poštimali. Tam nekje tečemo okrog, dokler vitezi res kaj naredijo. In tudi princese so bolj tam nekje v kakšnem zagrmom gledajo, kaj se dogaja. To je večina ljudi. In potem si mislimo, da vse te sile urejajo naše življenje. Zakaj je to dobro? Je zaradi tega, ker če druge sile urejajo naše življenje, mi nismo odgovorni. Modern človek bi rad bil odgovoren, nimamo pa potencijala, ki bi ga lahko spet skozi svoje vedenje na ta način uresničili. In potem se prepuščamo in pravimo, da seveda je telefon tak, pa algoritem tak, pa družba je taka, pa prijateljice so take, pa vsi drugi so taki in kako naj bom jaz zdaj drugačen. Se pravi, vaše priporočilo tu je odločitev in odgovornost. Se pravi, je namera in prevzetje odgovornosti za svoje ravnanje, vas razumem prav? Ja, s tem, da seveda tukaj se šele začne, ker potem, ko jaz prejmem to namero, se odločim za eno vedenje, bom prej slej popustil, prej slej bom naredil to napako. In večina ljudi takrat reče, vidiš, se ne da, zdaj pa konec. In pol ima zdaj spet nov alibi, da se ne da spremeniti. To je isto, kot če bi šel en dan v fitness, prišel ven in reče, saj nič ne pomaga. Sem se gledal v špegu pol še 5 minut, pa nisem videl nobene razlike. Ja, res je, ja. Pejdi en mesec, pejdi 2 meseca, pejdi 3 mesece, pa boš videl eno razliko. Jaz sem poskušal tudi teči ljubljanski maraton in po 300 metrih sem gotovil, da pač to ne bo šlo. In ja, pejdi danes 3krat okrog hiše, pa jutri 4krat, pa tako naprej, pa čez 2 leti morda si lahko drzneš na 10. Pri mojih letih pač preteč ali kaj takega. Torej, gre za proces in seveda spet v potrošniški družbi, takoj tukaj, zdaj, efekt in pa bomo uporabili filter, pa bom zgledal dobro. Ali pa bom malo držal trebuh noter, ko me slikajo, pa bo kar bo. Zdaj bom na mizo dal pogost, naprimer, protiargument ali pa še enega izmed teh protiargumentov, samo da vidim, kako se boste odzvali. Vrgel bi rad to na ogenj. Torej, kaj pa, lejte, jaz sem utrujena po celem dnevu, to je moja sprostitev, jaz to potrebujem, ampak vidim, da pač prerašča neke meje, da je ta sprostitev ves čas, ali pa da se kar dogaja, da gledam, naprimer, prej ste omenili TikTok, karkoli že, neke posnetke, ampak jaz to potrebujem, utrujen sem, izčrpan. Kaj mi zdaj odgovorite na to? To je spet en izgovor. Zdaj ste povedali ključni razlog, zakaj ljudje grejo na to, ko so utrujeni. Ker pobegnejo od sebe. V bistvu, bom eno stvar povedal, ki jo dostikrat otrokom ali pa mladostnikom povem. In jih vprašam, če vi berete knjigo, kje se ta knjiga dogaja? Vprašam zdaj tudi vas. V moji glavi. Točno to. Ker tam pišejo, vitez jezdi na takem in takem konju in ti vidite tega konja v glavi, to kar dogaja, to tam kopita, se krešijo iskre. To se vse noter dogaja. In ste v stiku s sabo in se razvija vaš kognitivni svet, domišljija, percepcija, logika. Ni, kaj se vse dogaja v tej glavi. In pol, ne samo ostajate človek, razvijate se kot človek, kot oseba. To je nekaj prelepega. Pol pa
imate drugo možnost, ne? Ste spet enako utrujeni in tako naprej in vzamete to zadevo. In ko vi gledate te filme ali pa igrate igrice ali pa v bistvu sledite tem algoritmom, kje je zdaj vaša pozornost? Kje se vse to dogaja? Torej na telefonu oziroma na zaslonu. Tam noter. To pomeni, ko v matrici posrka vašo pozornost ta telefon in tam noter ostane prazno, nič. Ni neke izkušnje, ker zakaj? Ker jo niso vaši možgani predelali na vaš način. Čist druge nevronske povezave delujejo, če berete knjigo, ki se dogaja v vaši glavi, kot če ste na predpripravljenem, natančno algoritemsko vodenem sistemu, ki vas bo pripeljal in izpljunil na točno določenem trenutku. Vi boste vmes dobili točno odmirjene take brizge endorfinov in se boste grozno fino počutili. Ampak se boste fino počutili z goljufijo, na goljufiv način. Mislim, ne vi, ne tako razlagam. Na goljufijo, zgolfali boste. Tako kot če vzamete ekstazi, boste tudi mislili, da vas vsi ljubijo. Sam ko boste ven prišli iz tega ekstazija, to pomeni, ko bo minil ta učinek, boste ugotovili bedo tistega trenutka, v katerem vi ste. In seveda, komaj čakate naslednjo žurko, ker vzamete ne, ker boste videli prijatelje, pa lušne ljudi, pa se boste s njimi pogovarjali, pa objemali, pa plesali, ampak da boste vzeli ekstazi, da se boste pa res čutili z njimi povezani tako globoko, ko ne moreš nikdar brez, če to vzameš. In to ne morem nikdar brez, to vzameš, to reče samo tisti, ki to jemljajo. Ne vprašajo mene, kako se jaz počutim, ko objemam ljudi, ki jih imam rad. Ja. In to dela tehnologija. Nam daje nam seveda zadovoljstvo, ker endorfin se sproži, v kemičnem smislu je isto. Samo, razumete, če vi osvojite medaljo, ker ste tekli, ker ste 5 let trenirali, ali pa ker kupite telefon in ste srečni, ker vam je ata dal Jurija in zdaj imate te telefon. Ta sreča traja nič, to je pride in pa neki ne dela, pa neki baterija, pa neki je mislil, da bo ta verzija imela, pa nima, pod prijatelja ima in je ta kos opeke, mater nov, pa tudi ni uporaben. Razumete? To je problem tehnologije, ker daje lažne občutke, tudi ko ste rekli prej socialna omrežja, socialne povezanosti in tako naprej. Tega ni. Če potem se vrnemo na ta primer utrujenega človeka, ki pridem domov, recimo, kaj pa je potem alternativa? Kaj bi bil pa da ležiš na hrbtu in gledaš v strop. A klasično, old school, samo ležim in gledam v strop. Za začetek. In pa je že kaj prišlo. In če vam bo dolgčas, boste kaj prebrali. Super. Če vam bo dolgčas, boste se šli slajce zlikat, ne vem. Ja. In reče, ne morem spati. Pej likat. Pej brat zbrana dela Edvarda Kardelja, vsi zaspijo. Po 2 ni enega, ki vzdrži to. No, so ljudje, ki absolutno, mislim, ki imajo druge težave z nespečnostjo, ampak mislim, tudi za njih bilo to dobro zdravilo. Zelo všeč mi je, da ste omenili dolg čas, ker je dolg čas mogoče nekaj, kar zelo težko najdemo na nasičenih spletnih platformah, ker se trudijo, da bi nas ves čas zabavali, ne? Ampak kaj pa je v resnici moč dolg časa? Regeneracija. Regeneracija duha, telesa, ne vem, čustvenega aparata našega in tako naprej. Kdaj naj bi jaz prišel do vseh briljantnih idej, kaj in kako bom v življenju počel, pa ne mislim samo poslovnih stvari, prostočasnih, dopustniških, vragolij in tako naprej. Ne? V tem, ko pustim svoje misli, da ne ravno tavajo, ampak da prosto se gibajo po tem polju moje domišljije. In zato je potreben dolg čas. Ne? Jaz imam eno tako formulo, formulo dobrega počutja. Vse, kar počnemo s ciljem, da bi se dobro počutili. Zakaj gremo jaz, ker bi bili radi siti, zakaj gremo pit, bi bili radi odžejani. In ta formula dobrega počutja, če naj deluje, sta ključna 2 pogoja. Če sem lačen, kaj potrebujem? Hrano. To je sredstvo. In seveda potem je treba to hrano še pojesti in to je vedenje. Torej, če hočem priti do dobrega počutja, rabim sredstvo in vedenje. In zdaj, kako ločim lenobo od počitka, regeneracije in tako naprej? Torej, kavč je sredstvo, ležanje na kavču je vedenje. Dokler si jaz dobro počutim ob tem ležanju, je to počitek. Ko se ne počutim dobro, je to lenoba. In zdaj tisto ključno vprašanje, kaj bom jaz zdaj naredil? Ali bom spremenil sredstvo ali vedenje? In veliko ljudi spremeni sredstvo.
vzame telefon, leži naprej in ubije tisto slab počutek. Torej, ko ti vidiš, da je kuhinja razmetana in vzameš telefon, ali pa se otrok igra in ti vzameš telefon, ubijaš tisti slab občutek, ki je sporočilo, da nekaj počneš narobe, da je treba nekaj spremeniti. To je ena od peklenskih posledic zlorabe te tehnologije, tega famoznega aparata, ki ga imamo ves čas v rokah. Da v bistvu ne dovolimo sami sebi čutiti neprijetnih občutkov in jih potem poservisirati s enim vedenjem. To je odlična istočnica tudi za vtis, ki ga imam jaz pogosto za družabna omrežja, kjer se zdi, da je vse samo najlepše, samo popolno, da so ljudje tam samo srečni in pogosto je potem primerjava s temi srečnimi ljudmi, čeprav so to ljudje enaki meni, lahko težavna. Ne? Kako se lahko soočimo pa s tem? Se pravi, velikokrat govorimo, kako naj pomagamo otrokom, da se s tem soočijo, ampak jaz v resnici mislim, da imamo tudi mnogi odrasli s tem težavo. Se pravi, da je že tu majhen problem, ali pa lahko velik, ker sebe ves čas primerjamo samo z idealnimi slikami drugih. Kako lahko razbijem to iluzijo? Modern zahodni človek je sprejel eno neumnost kot... Več neumnosti je sprejel, žal. Kot standard svojega obstoja celo. Ne? Če vi vprašate leta 2024, jaz predavamo včasih v vrtcih, in prijem, kaj si vi, mame, očetje, ki tam sedijo, najbolj želite za svojega otroka, da bi bil kaj? In seveda v en glas vpijejo, da bi bil srečen. Ko sem začel delati tam v začetku 90-ih let, ko sem rekel, kaj pa si vi najbolj želite za svojega otroka, da bi bil, so rekli zdrav, da bi bil dober človek, da bi bil odgovoren, samostojen in take stvari. Torej v zadnjih 30-35 letih smo sprejeli idejo, da je ultimativen cilj človeka, da bi bil ves čas srečen. Sreča. Jaz pravim tako, jaz sem pač specialist klinične psihologije in jaz vem, kje so absolutno srečni ljudje ves čas srečni. So v polju na hudih zdravilih, ker to je huda psihopatološka motnja, biti ves čas srečen. In potem rečejo, ja, pa ti ne razumeš, kaj smo mi mislili. Ali pa ne mislite prav. Ker radost, zadovoljstvo, mir duševni, se strinjam. Čim več, ves čas, ali kakorkoli že. Bože življenje poskrbel, da ne bomo ves čas taki. Ampak sreča je kratkotrajno, intenzivno čustvo. Poudarek je na kratkotrajno. Zato ker je čisto disfunkcionalno. Ker če ti ves čas srečen, kaj pa bi še kaj? A te kaj še zanima, če si srečen? Ne. Bi kaj naredil drugače, če si srečen? Ne bi, če si srečen. Torej, disfunkcionalno, torej ti onemogoča polno, bogato življenje. Torej, ta ideja, da bi mi s temi telefoni in tako je narejeno, naredili ljudi zadovoljne, pa srečne, pa si ne zgledaš dobro, ma s tem filtrom si pa je bila zdaj kar v redu. In vaš čas v redu, zgubljamo bistvo človeka, ki je moja nepopolnost, moja ranljivost, moja sposobnost upravljanja bolečine ali pa prenašanja bolečine. In vse to so zdaj teme, ki niso zaželjene, ki so luzerske, ki predstavljajo ene ljudi z nekega obrobja, s katerimi mi ostali nočemo imeti opravka. Oni so malo kužni. Ampak hkrati je pa posledica tega hlepenja, ne hrepenenja. Hrepenenje je nekaj dobrega, hlepenja, nesmiselnega teženja k neki odvisnosti, tisti način, ki nas potem pripelje v glavni izziv modernega človeka in to je ukvarjanje z depresijo. Torej, anksioznost, depresija so ključni izzivi zdravstva zahodnega človeka. Temeljni izziv tam nekje do sredine 70-ih let je bila bolezen raka, nekje od leta sredine 70-ih, pa nekje do 2000, 2005 so bile koronarno-srčne bolezni ključne, tam v tem našem novem tisočletju pa so ključne bolezni živčevja in vsem tem povezane. Torej so tudi Alzheimer, tudi demenca in tako naprej, ampak predvsem pa psihološko, če se pohecam, nepočutje, počutje človeka. V tem trenutku 1/3 odraslih Slovencev, torej starejših od 18 let, že vsaj 2 leti jemlje enega od psihofarmakov. Eden od razlogov je tudi to življenje v tem lagodju. To hlepenje po tem, da je bilo čim boljše, čim bolj v redu, tudi to vztrajanje na teh tehnologiji pred televizijami in tako naprej,
ki ljudi izprazni. Ki ljudem ne omogoča, da bi se v resnici povezali z drugimi ljudmi. Z otroki, ta mama se ne more, seveda je povezana biološko in tako naprej, ampak tiste prave, čustvene, globoke povezanosti ni, ker je negotova. Ker če ti voziš voziček in gledaš telefon, če gremo na kosilo, kjer bi otrok moral najedati in mu damo mi telefon, da je miren, da je tako naprej, v bistvu niti slučajno, da se na pravi način povežemo s tem bitjem oziroma te bitja, ki sedijo za mizo, če tudi očeta pa mamo imenujem za bitja, niso povezane tako, kot bi bilo. Smiselno, da bi zadovoljili svoje potrebe, zaradi katerih imajo družino, otroka in tako naprej. Ja, včasih je to lahko tudi težko, a ne? Tudi povezovanje z drugimi je lahko težko. Dobrodošli v odraslem življenju, se prevečujem, ker vas prekinjam, ampak super. Seveda je težko, jaz nisem nikoli rekel, da je kaj lahko. Se strinjam in mislim, da ste zelo dobro izpostavili morda en trend, ki se pojavlja pri mlajših generacijah, ki ga jaz opažam na spletu. Namreč, jaz z zadovoljstvom ali pa z radostjo opazujem mlajše generacije, ki zdaj prihajajo na splet, ustvarjajo vsebine, ki pa nalašč komunicirajo o ranljivosti, o nepopolnosti, o vsem, ne ravno vsem, kar jih muči, ampak o nekih temeljnih pristnih težavah, ki jih imajo in jih delijo z drugimi, zato da tudi drugi vidimo, sej smo v resnici vsi v tem podobni, a ne? Da razbijajo morda celo zavestno ta popoln svet na spletu. A je možno, da se mlajše generacije kar same obračajo proti tem, ali mi lahko še celo pri tem pomagamo, jih lahko spodbujamo pri tem, da se zavedajo spleta, da se zavedajo okolja, v katerem so, digitalnega okolja in jim pomagamo živeti boljše tudi na netu? Ste opozorili na eno izjemno zanimivo stvar, ki se danes proučuje in je zanimiv fenomen. In to je kaj? Torej, tista generacija, ki je bila vržena brez nobene izkušnje v ta digitalni svet, to so bili milenijci, ta Y generacija. Ne? In verjetno je to generacija najbolj udarila ta tehnologija z vsemi negativnimi, bom rekel, stranskimi učinki. Z generacija, in taki se tudi zdaj rojevan, ki še nima nekega imena in tako naprej, ne? Pa vendarle se rojeva v svet, v katerem vsaj nekateri, ni še to splošen fenomen, ne? Še vedno vidimo v bistvu, pa si bom dovolil ta izraz, te zombi otroke, ki gledajo v ekran in v bistvu, ko mu ga umakneš, doživi abstinenčno stisko. Ne? Vidimo zdaj to mladino, ne? En del te mladine, ki postaja seveda gibanje, ki postaja tudi trend, ne? Ki v bistvu jih tak način zlorabe telefona seveda ne prizadene več tako, kot je prizadel eno generacijo prej. In to je tisto upanje, ne za vse, ne za celotno generacijo, ampak da v bistvu iščejo in so tudi najdli prve rešitve, kako funkcionirati v tem svetu, kjer ni, mi rečemo virtualna realnost. Za to generacijo je vse to realnost. Mi stari prci rečemo, da to je ta resničnost, res prava resničnost, ona je pa virtualna resničnost. Za njih je to vse resničnost. Ne, oni gledajo skozi okno, ampak pogledajo vsak čas še na uro ali pa telefon, kakšno vreme je zunaj. Halo? Ja. Jaz vem, da sem žejen, pa spijem neki. On pa še malo preveri, koliko je pil prej, pa mu da podatke. To je njihova resničnost. Ne? Ko preverjajo svoje občutke na pametni uri ali pa na pametnem telefonu. Pa tudi sam opažam pri mlajših generacijah velikokrat neke smiselne premisleke o tem, kako pogosto so na telefonih ali pa zakaj jih uporabljajo. Ne? Včasih se mi celo zgodi, da me kateri od mlajših kolegov ali pa celo ljudi, ki jih tako bežno poznam, opozori pa reče, ti si pa zdaj zakaj si pa zdaj na telefonu? Ali pa je on kar naenkrat ta signal, nečesa, kar je meni mogoče umanjkalo. Ne? Podobno se morda dogaja tudi v družinah, ni pa nujno. Kaj lahko pa odrasli naredimo za to, da mladim pomagamo pri tem? Se pravi, da jim omogočamo boljši vstop v svet tehnologije. Sej precej stvari sva že zdaj omenila. Bi rad sem preveril, če je še kaj v zraku takega, kar lahko konkretno izpostaviva. Ena stvar, ki jo mladi nikoli ne bojo mogli narediti sami in lahko naredimo stari prci, je ta, da v bistvu to nesmiselno pravilo, da si lahko na spletu anonimem ukinemo včeraj. Zakaj? Zaradi tega, ker že
Če se spomnite divjega zahoda, ne se ne morete spomniti, ampak če se spomnimo zgodb iz divjega zahoda, ne? Si bil no name, si prišel v mesto, pa si enega ustrelil, pa si bil car, pa si šel drugo, pa si spet enega ustrelil. Ne? In te ni lovila tvoja preteklost. In pa so kar naenkrat se pojavile neke slike, wanted, te lovi tvoja preteklost. Torej, koga iščemo, tega iščemo. Torej, si odgovoren za to, kar si tam naredil, tudi če si prišel v novo mesto. In seveda gremo naprej, danes DNK, seveda karkoli narediš na bazah na svetu, se preseliš na drug konc sveta, sorry, Aleksander, ti si tam naredil nekaj narobe in tako naprej. Torej, mi smo odgovorni za svoje vedenja. In pa smo skreirali nek nov svet in to je ta, kot češ so rekla, virtualna resničnost, v kateri si pa še vedno lahko, tako v Teksasu in na divjem zahodu prideš, streljaš, pa nobenih posledic. In seveda, ta vedenja mogoče niso kugle, ki ti prebije možgane v resničnem smislu, ampak so kugle, ki prebijajo naše srca in možgane v tem virtualnem svetu, ki ga mi čutimo. Torej, sedaj glava je še vedno cela, ampak srce spet krvavi. Torej, če vam jaz v resnici rečem, da ste kreten, vas boli, ampak tudi če napišem na splet, da ste kreten, tudi boli, ko vi to preberete. Ampak prvič vidite, kdo je vaš sovražnik, drugič pa v bistvu je to neka Vijolica, Marjetica ali pa Peter ali pa Pan ali pa ne vem kdo. In to je ena od bolj kolosalnih neumnosti, ki si jih človeštvo privošči v 21. stoletju, ko bi lahko tako rešili to zadevo. Dejansko smo se o tem prav pogovarjali tudi o vplivu, ki ga imajo sovražni komentarji na nas ali pa v svetu športa. Veliko lažje je tudi komentirati nekaj, kar je negativno na spletu, kot to reči osebno, ne? Ampak spet, če se zavedamo tega konteksta, če vemo, kje smo, pa da v resnici, tako kot ste rekli, ta virtualni svet deluje čisto enako, je enako resničen kot naš resničen svet, potem se lahko zavedamo tudi svojih dejanj na čist drug način. Zdaj, jaz bi pogledal še drugo vprašanje, ki ga imam zapisano, do katerega nisva prišla, ampak mislim, da sva pokrila vse. A bi morda za konec te najne debate vi radi še kaj dodali, ali pa se vam zdi, da sva izpustila kakšno pomembno poanto, s čim bi radi najin pogovor zaključili? S tem, da je bilo lepo, če bi bil mir na svetu, pa bi se radi imeli, pa se objemali naokrog. Se strinjam. Lahko dodam samo še uživajmo pametno, kjerkoli že, v digitalnem ali pa v resničnem svetu, ker smo zdaj ugotovili, da je v resnici ena in isti. Hvala, da ste bili z nami, hvala, da ste naju poslušali. Če se vam je najin pogovor zdel zanimiv ali pa koristen, ga delite še s kakšnim prijateljem, prijateljico, starši, z otroki, s komorkoli in se slišimo naslednjič.